Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. V cerkvi v Sloveniji z današnjo nedeljo vstopamo v teden za življenje. Več o letošnjem geslu in dogodkih nam bo povedal David Rupnik iz Gibanja za življenje. Še prej pa se bomo spomnili prazničnih dni, ki so zaznamovale god blaženega škofa Antona Martina Slomška, obhajanja godu svetih Kozme in Damjana v župniji Krka, diakonskega posvečenja in nekaterih drugih dogodkov. Vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da prisluhnete radijskim oznanilom za današnjo nedeljo. Svetniki v tem tednu. Jutri godujejo Bruno, ustanovitelj kartuzijanov, Fides, močenka in Renato, škof. V torek godujejo Rožnovenska mati Božja, Sergij, mučenec in Marko I, papež. V sredo godujejo Benedikta, mučenka, Pelagija, spokornica in Tajda, spokornica. V četrtek godujejo Dionizij, škof in tovariši, mučenci, Janez Leonardi, duhovnik, Abraham, svetopisemski očak in Sara, svetopisemska žena. V petek godujejo Florenci, mučenec, Daniel, Danilo, mučenec in Cerboni, škof. V soboto godujejo Firmin, škof, Bruno Kelenski, škof, Etelburga, opatinja in Janez 23, papež. Naslednjo nedeljo pa godujejo Maksimilijan Celjski, mučenec, Wilfried Jorški, škof, Edvin Kralj in Karel Akutis. Prihodnja nedelja bo 28. nedelja med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Danes dopoldne bo v Stari Loki ob 9. sveta maša ob 160-letnici župnijske cerkve, daroval jo bo nadškof Stanislav Zore. Ob 10. bo na Brezjah sveta maša ob obletnici posvetitve cerkve in 37. obletnici razglasitve bazilike ter ob Frančiškovi nedelji. Danes dopoldne bo v župnijski cerkvi na Teharjah, in sicer ob 11. obletna maša in spominska slovesnost ob 80-letnici taborišča in z njim povezanih revolucionarnih grozot. Mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Popoldne bo na Zasavski Sveti gori romarski shod, ob 14. bo molitvena ura in ob 15. sveta maša. Danes popoldne bo na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj najprej ob 15. molitvena ura na začetku tedna za življenje in ob 16. sveta maša. Na Zaplazu bo popoldne Grozdetov romarski shod, ob 15.30 bo molitev in ob 16. sveta maša. V Logu pri Vipavi v cerkvi Matere Božje tolažnice žalostnih bo ob 17. zadnji letošnji mesečni shod. Drevi bo v Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja svetoletni shod dekanije Ljutomer. Ob 18. bo molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 19. sveta maša. Torek. V torek bo praznik Rožnovenske matere Božje in ta dan pripravljamo skupaj z brati frančiškani na Brezjah dan rožnega venca pri Mariji Pomagaj. Začeli bomo ob 18. z molitvijo veselega in svetlega dela, ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, po maši pa bo še molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Papež Leon 14. nas vabi, naj bi vsak dan molili rožni venec za mir.
V torek bo lepa priložnost, da skupaj zmolimo vse 4 dele rožnega venca za mir v svetu. Če le morete, vabljeni na Brezje. Lahko pa sodelujete v radijskem sprejemniku, saj bo neposredni prenos vse od 18. do 21. Pripravili bomo tudi video prenos na naši spletni in YouTube strani. Četrtek. V četrtek bo na Kureščku molitev za življenje, za nerojene otroke in svetost življenja. Ob 17. bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Petek. V petek bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, in sicer ob 7. zjutraj, javna molitev rožnega venca za našo domovino ter za vero slovenske mladine in za svetost naših družin. Na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj pa bo v petek molitveno srečanje za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Sobota. V soboto bo na Zaplazu 9. vseslovensko srečanje razvezanih. Od 9. naprej bo zbiranje, ob 10. bo sveto mašo daroval škof Andrej Saje, po maši bo predavanje. V župniji Primskovo na Dolenjskem pa bo vigilija v počastitev Jurija Humarja, duhovnika, zdravilca, kulturnega delavca in zavednega Slovenca. Ob 18.30 bo sveta maša, po njej pa procesija z lučkami. Nedelja. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Primskovo na Dolenjskem spomin na Jurija Humarja, duhovnika, zdravilca, kulturnega delavca in zavednega Slovenca. Ob 9. bo sveto mašo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Prihodnjo nedeljo bo na Gornji Ponikvi v župnijski cerkvi svetega Pankracija praznovanje 100-letnice župnijske cerkve. Ob 10.30 bo maševal celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo na Ponikvi 22. vseslovensko srečanje kmetov pri zavetniku slovenskih kmetov, kmetijstva in kmetijskega slovstva Blaženem Antonu Martinu Slomšku z geslom Večnosti cena sedanji je čas. Ob 12. bo sveto mašo daroval nadškof Anton Stres. Prihodnjo nedeljo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 15. praznovanje ob 35. obletnici ustanovitve nadškofijske Karitas Maribor. Sveto mašo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Na Sveti gori pa bo prihodnjo nedeljo ob 17. molitev škofov za mir. Koprskemu škofu Štumfu se bodo pridružili goriški nadškof, tržaški škof ter še drugi škofje. Prihodnjo nedeljo bo v podružni cerkvi svetega Maksimiljana v Celju ob 19. sveta maša na god svetega Maksimiljana Celjskega, škofa in mučenca, sozavetnika škofije. Mašo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Nedelja je, Gospodov dan. Toliko v današnjih oznanilih, hvala vam za pozornost in želim vam prijetno nedeljo. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Sobota v septembru, ki je najbližja godu blaženega škofa Antona Martina Slomška, je v cerkvi v Sloveniji določena za praznik slovenskih učiteljev. Ti so na včerajšnji Slomškov dan na pobudo Društva katoliških pedagogov, Slovenskega katehetskega urada in župnije Ponikva imeli skupno svetoletno romanje na grob blaženega Slomška v Maribor. Najprej so se zbrali v svetoletni baziliki Matere usmiljenja, po skupni molitvi pa so skozi sveta vrata poromali v stolno cerkev, kjer so pri prošnji blaženega Slomška izročili izzive novega šolskega in pastoralnega leta. Sveto mašo je ob somaševanju drugih duhovnikov daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Sledil je kulturni program. Na njem je društvo razglasilo letošnje Slomškove nagrajence. Naziv častni član za leto 2025 je prejel operni pevec, bas-baritonist Marko Fink. Prejemnice Slomškovih priznanj pa so Mirjana Furlan, ki je več kot 30 letja poučevala slovenščino na gimnaziji Kočevje, ravnateljica dijaškega doma Antona Martina Slomška, doktorica Lidija Hamler,
ter Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec, Stari Trg, Pameče in Sele. Pri Svetem Jožefu v Celju pa je bila na minulo Slomškovo nedeljo slovesnost, ki so jo združili s 400. obletnico ustanovitve misijonske družbe lazaristov, ki jo je ustanovil sveti Vincenci Paveljski. Somaševanje več škofov, redovnih predstojnikov in duhovnikov je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prisluhnimo nekaterim poudarkom iz njegovega nagovora, v katerem je spregovoril o povezanosti med svetim Vincencijem in blaženim Slomškom. Slomšek se je zavedal, da mora poglobiti predvsem korenine, tako naroda kot vere, če želi, da bosta slovenski človek in vera preživela. Zato je Slomšek leta 1852 poklical sem v Celje sinove svetega Vincencija Paveljskega, ki so zaradi svojega dela za malega človeka in socialno pravičnost postali moteči marsikateri evropski kronani glavi. Zaupal jim je skrb za ljudske misijone, to je za temeljno versko vzgojo najširšega sloja božjega ljudstva, ter skrb za sistematično vzgojo in spremljanje duhovnikov in bogoslovcev. Kmalu so se duhovnikom pridružile v velikem številu tudi sestre usmiljenke, ki so z organizirano skrbjo za bolne, ostarele, reveže in zapuščene rodovitno dopolnile evangeljsko poslanstvo cerkve. Ti sadovi milosti so bili posejani na globoko in z evangelijem prepojeno zemljo, zato rojevajo znamenja upanja tudi našemu času. V Božji besedi, ki nam je bila danes oznanjena, lahko z lahkoto prepoznamo istega duha, ki je navdihoval Slomška in svetega Vincencija, ki jima je dajal moči, da sta zmogla izvrševati svojo preroško pastirsko poslanstvo. Njuno delovanje je bilo vedno znova lahko slišano tudi kot krik preroka Amosa, ki je s pogledom na reveže dramil neobčutljive iz njihovih udobnih in mirnih življenj in jim prebujal srce in duha za sočutje. Na Slomškovo odločitev, da je lazaristom odprl vrata pri Svetem Jožefu v Celju, je spomnil tudi vizitator lazaristov Robert Petkovšek. Kasneje so nastale 4 province: Slovenska, Avstrijska, Madžarska in Slovaška. Zato imajo danes lazaristi po teh deželah Slomška za svojega, kakor je tudi Slomšek imel lazariste za svoje in je z njimi tudi veliko sodeloval, je dejal Petkovšek. O Slomšku in lazaristih je ob sklepu spregovoril še postulator za Slomškovo kanonizacijo, nadškof Marjan Turnšek. Naj vam sveti Vincenci in blaženi Slomšek še naprej dajeta svojo priprošnjo, podporo in izprosita milost, da boste še naprej lahko zvesto izpolnjevali vaše poslanstvo, ki vam ga je na Slovenskem pa še tudi ostalih takrat avstro-ogrskih pokrajinah zaupal on prav tukaj pred 173 leti. Takrat je se gotovo ozrl po mestu Celju. Za nas Celjane je to eden najlepših pogledov na mesto. In videl je iste griče in pokrajino okoli mesta Celja, medtem ko Celje se je zelo spremenilo. Nekaj drugega pa je tudi še ostalo nespremenjeno. In sicer takrat je prosil brate lazariste, naj pomagajo slovenskemu narodu, božjemu ljudstvu, poglobiti vero, da se bodo lahko upirali brezbožnemu komunizmu in socializmu, ki ga je imenoval razvratni. Socializem in komunizem sta se že nekoliko spremenila. Razvrat in brezbožnost pa sta ostala tudi v naših časih. Zato gotovo lahko danes rečemo, da velja ista Slomškova priprošnja vam, dragi
lazaristi, pa tudi vsem nam, vernikom, da tudi mi zastavimo vse svoje sile za to dvoje, da se poglobi vera med nami in da se tako uspešno upiramo brezboštvu in razbrzdanosti. Tako Slomšek je takrat, ko je tukaj gledal Celje, gotovo že razmišljal o tem, kako bi bilo lepo, če bi lahko predstavil sedež škofije sem v Celje. Saj je zapisal, da če bi odločalo srce, bi postavil sedež škofije iz Šentandrža v Celje. Ker pa je poleg srca odločal tudi razum, zdrava pamet, bi lahko rekli, se je odločil za Maribor. Povedal je, da je potreben še čudež na Slomškovo priprošnjo, da bo lahko ta razglašen za svetnika. Škof meni, da je naša naloga, da se v trenutkih stiske obrnemo na blaženega, da nam pomaga tudi danes. Vsak dan, pri vsaki sveti maši, v vsaki župniji naše metropolije molimo za njegovo kanonizacijo. Drugo pa, da se priporočamo k njegovi priprošnji, takrat, ko bomo začutili, da sami nečesa ne zmoremo. In smo že pri nagovoru po evangeliju slišali, da bistvenih stvari v življenju sami ne zmoremo. Zato potrebujemo tudi pomoč svetnikov in blaženih. Torej, še enkrat, molite in prosite. Hvala. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Župnija Krka in zavod Kozmijan sta ob godu svetih Kozme in Damjana, zavetnika bolnikov, zdravnikov, farmacevtov in drugih zdravstvenih delavcev, pripravila 8. Kozmijanove dneve, ki so znova ponudili pester program s številnimi aktualnimi vsebinskimi poudarki. Tako se je v soboto 27. septembra, dan celodnevnega češčenja, sklenil s shodom zdravstvenih delavcev v jubilejnem letu 2025 in z mašo, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval novomeški škof Andrej Saje. Kozmijanove dni pa so sklenili v nedeljo 28. septembra s tradicionalnim romarskim shodom, žegnansko mašo, ki jo je ob somaševanju župnika Dejana Pavlina in drugih duhovnikov daroval upokojeni kardinal dr. Franc Rode. V pridigi je poudaril bistvo in pomen katoliške cerkve za kristjane. In to pomeni, da je cerkev po svoji naravi misijonska. Župnija mora biti žarišče misijonskega delovanja in mora pričevati, mora izražati, izžarevati Kristusovo ljubezen do vsakega človeka. Na kakšen način? S pristnim, najprej z našim osebnim zgledom, s pristnim krščanskim življenjem. Življenje v znamenju vere in upanja in ljubezni, ki nujno vzbuja upanje in pozornost, da se razlikuje od življenja nevernih. Neverni se o tem sprašujejo, odkot ta razlika in odkot to upanje, ki ga prinašajo kristjani. Posebno slovenskemu kristjanu je treba poudariti, naj ne skriva svoje vere. Naj se ne sramuje, ampak naj jo svobodno in pogumno izpoveduje pred ljudmi in naj jo brani, če je napadena. Slovenski kristjani smo bili v preteklih desetletjih priče sramotenja vere, preganjanja, potvarjanja zgodovine, predmet posmeha in odkritega sovraštva. Tudi v demokratični službi, ki jo imamo danes, včasih še pride do napadov, do obrekovanja in do laži na račun cerkve. Lahko rečemo, da moramo reagirati z dostojanstvom in odločno proti napadom, ker je to napad na tisto, kar je najbolj naše, najbolj globoko v nas, kar je naša na vse zadnje
naša istovetnost. Sveto mašo so polepšali pevci skupaj z orkestrom pod vodstvom organistke Mojce Zajc. Popoldne se je odvil še koncert otroških in mladinskih župnijskih pevskih zborov občine Ivančna Gorica. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji nadaljujemo s pogovorom ob zaskrbljujočih dejstvih naše slovenske resničnosti, ko je bilo spričo upadanja števila rojstev, visokega števila splavov, samomorov, ločitev različnih starih in novih oblik zasvojenosti in samouničevanja čutiti, da notranja življenjska moč naroda usiha, je na pobudo takratnega ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja vzniknilo vseslovensko gibanje za življenje, ki naj bi vsem ljudem, še posebej pa mladim, pomagalo, da bi cenili življenje, se ga veselili in zanj skrbeli v odgovornosti in življenjskim pogumom. Tako je zapisano na spletni strani Društva Gibanje za življenje, ki od leta 1992 na pobudo Slovenske škofovske konference vsako leto pripravlja Teden za življenje, ki ga začenjamo danes. Na telefonski zvezi pozdravljam gospoda Davida Rupnika iz Gibanja za življenje. In kaj nam lahko poveste o letošnji vodilni misli tedna, kaj želite z njo poudariti? Najprej lep pozdrav tudi vsem vam in našim poslušalcem. Letos smo se ustavili v misli, kaj je izvorni načrt. Sama ideja oziroma trenutek, ko smo to začutili oziroma nas je nagovorilo, je bilo spomladansko sprejemanje zakonodaje v zvezi z postopki umetne oploditve. Če pa se zdaj bolj konkretno po vseh razmišljanjih ustavimo ob tem, kar želimo sporočiti, se pravi, kot nas avtorja letošnje poslanice sprašujeta, če vemo, na kaj se sklicujemo, ko molimo, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. Se pravi, mi kristjani gotovo niti ne znamo našteti, kolikrat smo to molitev že izmolili in izrekli te misli. Vendar, poleg tega, seveda, da molimo in izrekamo slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu zavedno od začetka do konca, obenem tudi lahko rečemo, da prosimo, da bistvene stvari ostanejo, kot si jih je v izvornem načrtu zamislil stvarnik. Pri tem se sprašujemo, kaj je izvorno, in lahko rečemo, da najdemo to zapisano v svetih knjigah in to so negovali ter ohranili tudi naši predniki do današnjih dni. In kar je še pomembnejše, prepričani smo, da v resnici vsak v sebi to čuti, razen ko je stiska prevelika in se pojavijo želje, da bi šli po bližnjici. Pa naj bo to ob začetku življenja ali, kar je danes zelo aktualno, ob zaključku življenja. Ni problem, če se pojavi ta želja po bližnjici pri posamezniku. Težava pa je, če kot družba namesto pomoči posamezniku take rešitve sprejmemo kot logične in kot sprejemljive. Recimo živimo v času izredno hitrega razvoja na nekaterih področjih, predvsem tehnoloških, tako da v želji po boljšem svetu posegamo tudi na področja, za katera se moramo resno vprašati, ali nam je to dovoljeno, da delamo stvari, ki niso v skladu z izvornim načrtom. Ali res mislimo na dobro slehernika ali zgolj nase oziroma na posameznika, od katerega imamo koristi. To, da recimo želimo preprečiti trenutno trpljenje ali stisko posameznika, je spoštovanja vredno in tudi recimo, da tudi si gotovo cilj vsakega, da bi pomagal bližnjemu, ampak ali ne vidimo zgolj dreves, gozda pa ne, ali ne vidimo samo tega trenutka večnosti pa ne. Tako da, ko smo zasnovali, se pravi, teden, smo se ustavili ob enem teh ključnih ali preko izvornih načrtov, recimo moški plus ženska je izvorni načrt. Danes pa je aktualno vprašanje evtanazije oziroma prostovoljnega končanja in tudi se lahko mirno rečemo, ali ni to, da počakamo na naravni konec, tudi izvorni načrt. Ja, in zato, da obeležimo Teden za življenje, bo danes na Brezjah poseben dogodek ob začetku Tedna za življenje.
Molitvena ura in maša, kdo bo sodeloval pri njej in koga vse vabite k tej sveti maši in na kaj bi želeli še povabiti preko celotnega tedna, ki je pred nami. Gospod Rupnik. Povabljeni smo vsi, da pridemo na ta praznik življenja. Tokrat in kot vedno vsako leto prvi dan tedna na Brezje, ker ali ni to praznik, kadar se zberemo skupaj in potem še molimo. Ob tej priložnosti bomo posebej molili za spoštovanje svetosti življenja. Letošnje dogajanje na Brezjah bo v znamenju župnije Šmarjeta in iz Dolenjske, zato ker bo mašo daroval njihov župnik Alfons Žibert, prepevala pa njihova pevska skupina Mamic. Z njimi pa na naše veselje pride na Brezje še poln avtobus romarjev. Tako da jih tudi iz tega mesta lepo pozdravljam in se jim zahvaljujem za tako odprtost in dobro voljo. Dobimo se ob 3 popoldan, ko bo najprej molitev za svetost življenja in potem ob 4 sveta maša. Na to pa pripravljate še nekatere druge dogodke, ki se bodo zvrstili tekom tedna, med njimi tudi posebna okrogla miza. Drži, lansko leto smo imeli koncert, slavilni koncert, letos pa se vračamo na že preizkušene oblike dogodkov, se pravi okroglo mizo. Okroglo mizo bomo pripravili v Antonovem domu na Viču, kjer so nas frančiškani z veseljem sprejeli. Z nami pa bodo zakonci, ki bodo spregovorili, kaj njim predstavlja in pomeni izvorni načrt. Kako se kot moški in ženska ter kot možje in žene dopolnjujejo v zakonskem življenju, v družini in v družbi. Dopolnjevanje bodo osvetlili tako z vidika poslanstva, kakor tudi z vidika čisto praktičnega dopolnjevanja v vsakdanjem življenju. Se pravi, tako na organizacijskem, psihološkem in tudi na duhovnem področju. Po sredi pa vabimo še v četrtek na ponovno k sveti maši, tokrat pa k Mariji na Kurašček, kjer bomo ob 17. imeli molitev pred Najsvetejšim in potem ob 18. sveto mašo za nerojene otroke in za spoštovanje svetosti življenja. Mašo bo daroval gospod Miro Šlibar. Avtorja letošnje poslanice sta zakonca Čušin. Kje lahko preberemo to poslanico? Poslanico lahko preberete že sedaj na spletni strani Društva Gibanja za življenje. Je objavljena v sklopu programa, potem lahko jo bomo slišali na Brezjah in pa povabljeni smo, se pravi, predvsem člani gibanja, ki jih je kar nekaj, jih je lepo število, in pa tudi duhovniki, župniki, da jo v nedeljo ob zaključku tedna preberejo v svojih župnijah in na ta način širijo to spodbudo in povabilo k razmišljanju, kaj je izvorni načrt, kje so naši temelji. Društvo Gibanje za življenje je eno od mnogih društev v Sloveniji, ki podpirajo vrednoto življenja, ki se zavzemajo za dostojanstvo vsakega človeškega bitja od spočetja do naravne smrti. Zato se trudite tudi z različnimi dejavnostmi. Mogoče na tem mestu poveva, kaj še izvajate in nudite, katere vsebine pripravljate v Društvu Gibanje za življenje. Zdaj v društvu kot se pravi Gibanje za življenje smo predvsem osredotočeni na ta teden, ker to je v končni fazi organizacijsko kar velik zalogaj. Ampak kljub temu se pa odzivamo na aktualno dogajanje, tako smo recimo lansko leto že bili v teh referendumskih dogajanjih aktivni in če bo potrebno, bomo zdaj, ko smo slišali, da so glasovi uspešno zbrani, tudi v naslednjem referendumu se aktivno vključili. Poleg tega pa to, kar nas še posebej veseli, je, da se v zadnjih letih organizacije, ki imamo v svojem bistvu to željo, da se pobudo, da kot rečemo preprosto pro-life oziroma za življenje, da se trudimo za več spoštovanja do življenja, za veselje do življenja, predvsem za širitev te kulture življenja, da se povezujemo med sabo, da izdajamo skupaj novičnike in novičnik za življenje. Zdaj, kdor si ga želi, se lahko na katerokoli od teh organizacij obrne in se naroči, se pravi, bomo z veseljem še poslali v elektronski obliki.
Pa tudi, kar je zelo pomembno, da se dobivamo med sabo, da si povemo, kaj kdo dela, da se obvestimo, lejte, mi imamo pa to, ali pa mi smo to zasledili v svetu in tako naprej. Skratka, eno tako spodbudno dogajanje. Najlepša hvala, gospod David Rupnik iz Gibanja za življenje, za predstavitev in za povabilo k obeleževanju Tedna za življenje. Hvala tudi vam in vse dobro, pa seveda tudi vam posebej hvala, ker tudi vi to kulturo veselja in doživljenja širite z nami. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. V Rimu v cerkvi svetega Ignacija Lojolskega je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v diakona posvetil 28-letnega bogoslovca Gregorja Antona Capudra iz župnije Moravče. Junija je končal osnovni študij teologije na Papeški univerzi Gregoriana. Ob njem je v diakona posvetil še Matijo Luketiča iz reške nadškofije. Glavno sporočilo nadškofa Zoreta v homiliji je bilo, da diakonska služba ni le zunanja naloga ali obred, temveč je globoko osebna in trajna predanost Kristusu v služenju cerkvi, zlasti ubogim in odrinjenim, po zgledu Jezusa, ki je umival noge in se daroval do smrti. Voditelji verskih skupnosti so v tem tednu vernike in vse ljudi dobre volje pozvali, naj s podpisom podprejo razpis referenduma o zakonu o pomoči pri samomoru. Rok za zbiranje najmanj 40.000 potrebnih podpisov se izteče danes, zato je možno oddajanje samo še preko e-uprave. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je za naš radio pojasnil. Kljub napredku medicine ostajamo odgovorni za pomoč trpečim. Potrebno je zagotoviti lajšanje bolečin. Namesto uvajanja možnosti za predčasno končanje življenja je treba več vlagati v paliativo in družbeno skrb za najbolj ranljive. Za noben od zdravnikov, s katerimi smo se pogovarjali, in zdravstvenih delavcev ni imel primera, da bi ga kdo prosil za pomoč pri samomoru. Jaz sem imel celo primer še nedolgo nazaj, starejšega človeka, je rekel, a mi pomagaš, prosim, in mi zagotoviš, da me ne bodo eutanazirali ali mi dali nekega strupa, da bom jaz umrl. Torej ljudi tudi pri nas je že strah. Tako kot je strah ljudi na Nizozemskem, v Belgiji, ki bežijo v Nemčijo, zato da jih ne bi eutanazirali, se zgodi, da je nekdo bolan, pa mu namesto pomoči ponudijo, naj podpiše za eutanazijo ali za asistiran samomor. Torej gre za logiko tako imenovanega spolskega klanca. Začne se samo za skrajne primere, samo nekatere primere, potem pa imamo, tako kot na Nizozemskem, da lahko že 12-letni otrok prosi za končanje življenja. Dodajmo še, da so sicer pobudniki referenduma že v sredo zbrali potrebno število podpisov, več kot 43.800. Nadaljujemo pa v Črnomlju. V nedeljo so se v tamkajšnji svetoletni cerkvi zbrali policisti z celotnega področja škofije Novo mesto. Skupaj s predstavniki policijske postaje so počastili zavetnika varnostnih sil, svetega nadangela Mihaela. Policijski vikar pater Jona Vene, ki je daroval mašo, je v pridigi policiste spodbudil, naj bodo v svoji zahtevni službi pozorni na lazarje sodobnega časa, ranjene, prezrte in trpeče. Poudaril je, da ni dovolj le izvrševati zakon, ampak da je vsak človek več kot njegov greh, zato morajo biti tudi varuhi človečnosti. V Čatežu pa je minuli konec tedna potekalo letno srečanje skupnosti Družina in življenje. Dogodek je povezal več kot 280 prostovoljcev, ki si želijo graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Geslo letošnjega srečanja, ki zaokrožuje praznovanje 25-letnice Družine in življenja ter jubilejno leto, je bilo Napolnimo vrče. Več pa Jana Kuzma. Osrednji gost srečanja je bil Mark Schätzman. Ženo Liso sta bila dolgoletna sodelavca organizacije Family Life. Organizacije, ki je leta 2000 pripomogla k ustanovitvi Družine in življenja. Skupaj z njim smo raziskovali, kako si je Bog zamislil moškega in žensko ter sveti zakon. Zbrane je spomnil na dostojanstvo, ki ga vsak moški in ženska nosita v sebi. Vsak na svoj način odsevata Boga, skozi zakon pa mož in žena skupaj kažeta nanj. Zavedati se je treba, da je Božje veličastvo vedno v tvojem zakoncu, tudi takrat, ko se pojavijo težave. Vse življenjsko delo zakoncev je, da drug v drugem sprejemamo in spodbujamo naloge, ki nam jih je v srce položil Bog.
Mož naj vodi in ljubi, žena pa naj sledi in spoštuje. Koprski škof Peter Štumpf je povabil vernike k oktobrski molitvi rožnega venca za mir. V pismu je napisal, da je v našem času mir ogrožen in da vojne grozijo z uničenjem vsega, tudi človeštva. S tem povabilom se je pridružil prošnji papeža Leona XIV. Za molitev rožnega venca za mir. Povabil je tudi, da se naslednjo nedeljo pridružimo, ko bodo škofje na Sveti gori v molitvi rožnega venca prosili Boga za mir in naj ta svet milostno ohrani pri obstoju in življenju. S tem povabilom bomo sklenili današnjo oddajo, pripravila sem jo Petra Stopar, želim vam lepo in mirno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.